pozdrav. Kot veste, je poslanska skupina Slovenske demokratske stranke v petek na podlagi 118. člena Ustave Republike Slovenije in na podlagi Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije vložila interpelacijo zoper sedanje ministrice za zdravje gospe Milojke Kolar Celarc. Naj uvodoma še povem, da je celotno besedilo interpelacije objavljeno na spletni strani Slovenske demokratske stranke, tako da v bistvu imate tam celotno zadevo. Kratko pa takole. Interpelacijo smo vložili zaradi v bistvu v 8 točkah in sicer prvič zaradi odgovornosti, zaradi nepriprave ključne zakonodaje na področju zdravstva, ki bi omogočila celostno reformo zdravstva v Sloveniji, odgovornosti pri vzpostavitvi in delovanju mreže urgentnih centrov v Sloveniji, odgovornosti za slabo finančno stanje v slovenskem zdravstvu, odgovornosti zaradi neukrepanja na področju podaljševanja čakalnih dob v slovenskem zdravstvu, soodgovornosti za slabo poslovanje javnih zavodov in vlogi pri političnem kadrovanju v javne zdravstvene zavode, soodgovornosti za neukrepanje na področju koruptivnih dejanj v slovenskem zdravstvu, odgovornosti pri pripravi zakonodaje na podlagi političnih prioritet, ki so škodo bolnikov in pacientov ter zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih, in pa 8. zaradi dejanj in stališč ministrice pristojne za zdravstvo pri izvrševanju politične funkcije, ki imajo za posledico izgubljeno zaupanje v zdravstvene institucije države. Če nakratko povzamem, torej zaradi teh 8 točk odgovornosti in pa soodgovornosti pri vseh teh dejanjih je Slovenska demokratska stranka zahteva, da se Milojko Kolar Celarc razreči s funkcije za ministrico za zdravje. Kot veste, že v slovenskem zdravstvenem prostoru dobesedno v teh dneh ali pa v zadnjih mesecih vre, so krivdo pri tem vsekakor oziroma večinsko krivdo bi morala prevzeti ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. Prioriteta vlade, ki jo je postavila na začetku svojega mandata in s tem tudi prioriteta omenjene ministrice, je bila, da bo najprej oziroma takoj v začetku svojega mandata vlada in pa ministrstvo pripravilo celovito reformo zdravstvenega sistema, da bo pripravilo nove predloge zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in pa predlog zakona o zdravstveni dejavnosti. Kot vemo, danes v Državnem zboru še vedno teh zakonov nismo obravnavali in jih tudi ministrstvo po normativnem planu odlaša iz leta 2014 oziroma 2015, 2016, sedaj so ti ključni datumi v letu 2017. Zaradi nesprejetja te ključne zakonodaje, s tem, da še enkrat poudarjam, da je vlada poudarjala, da bo najprej pripravila zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvene dejavnosti, zavarovanju, prihaja seveda do vseh anomalij, s katerimi se danes srečujemo v slovenskem zdravstvu. In pa do tudi takšnih dejanj, kot je, sem dejala, tudi kadrovanje v javne zavode, slabo finančno stanje v javnih zavodih, v slovenskih bolnišnicah, pa tudi do tragičnih dogodkov, ki smo jim bili priča v poletnih časih. Hkrati se ministrici tudi očita, da še vedno ni pripravljena zakonodaja na področju dolgotrajne oskrbe, na kar nas je opozorila tudi že Evropska unija in tudi Slovenija je dala zavezo Evropski uniji, da bo v letu 2014 sprejela zakon o dolgotrajni oskrbi. Že res, da v bistvu ta zakon ni vezan le na Ministrstvo za zdravje, ampak tudi na področju sociale, vendar če želimo imeti celovito rešeno urejen sistem dolgotrajne oskrbe, je potrebna celovito sprejeti tudi zdravstveno reformo. Naše reforme ministrice pa ostajajo le na papirju in pa v analizah, ki pa imajo tudi svoje finančne posledice. Ministrico za zdravstvo Milojko Kolar Celarc smo tako v Državnem zboru, kot strani strokovne javnosti opozarjali tudi na prehitro vzpostavitev delovanja urgentnih centrov. Urgentni centri so morali biti izgrajeni do konca leta 2015 zaradi evropskih sredstev, vendar pa do takrat v slovenskem zdravstvenem sistemu še vedno ni bila vzpostavljena pregledana mreža na sekundarni ravni, ni mreža javnih zdravstvenih zavodov oziroma ni to vzpostavljeno in zaradi tega prihaja danes do velikih
bom rekla, težav pri delovanju urgentnih centrov. Na to smo opozarjali ministrico ves čas, opozarjali smo tudi na to, da ni v njenem, bom rekla, pravilniku o službi nujne medicinske pomoči niso vključeni pediatrični urgentni centri. Na to temo je Slovenska demokratska stranka sklicala tudi nujno sejo oziroma točko sejo za zdravstvo in bo obravnavano, mislim, da v sredo. Tako da tam kaj več. Torej, danes se pojavljajo kot recimo na Jesenicah v urgentnem centru problemi z informacijskim sistemom, v Novem mestu povečano obiski, da niso pričakovali, predvsem pa so največji problemi, kadrovski problemi v vseh urgentnih centrih. Naslednja zadeva je torej odgovornost tudi ministrice Milojke Kolar Celarc za slabo finančno stanje v slovenskem zdravstvu zaradi nesprejetja ključnih zakonov in pa usmeritev. Je 13 bolnišnic v lanskem letu, konec leta, beležilo primanjkljaj nekje v višini 136 milijonov evrov. S tem, da je treba poudariti, da večinski delež, lahko tako rečem, 54% tega dolga nosi UKC Ljubljana. UKC Ljubljana, naša največja zdravstvena ustanova, je v tem polletju pa zabeležila enkrat višji primanjkljaj kot v koncu lanskega leta. Lani je imela namreč po bilanci stanja v koncu leta 6 milijonski primanjkljaj, v pol letu pa beležimo 12 milijonski primanjkljaj. Ministrica ob tem, bom rekla, skoraj da ne trzne z očesom, ampak celo podpira, bom rekla, takšne zadeve s tem, ko je kar dolgo odlašala bom rekla, z imenovanjem generalnega direktora s polnimi pooblastili, oziroma je doživela kar, bom rekla, farso glede tega. Namreč, če se spomnite, tudi forsiranje gospoda Baričiča za generalnega direktorja, ki kasneje ni dobil podpore na vladi, in pa sedaj imenovanje gospoda Kopača, ki po vseh, bom rekla, izpisih njegove delovne dobe in pa pregledih v Covisu ne zagotavlja oziroma ne izpolnjuje pogojev, ki bi bili primerljivi. Torej, gospod Kopač nikoli ni vodil večjega zavoda, kaj šele zavoda na področju zdravstva. Hkrati se na področju kadrovanja ministrici oporeka tudi to, da je sprejela v začetku leta 2015 pravilnik oziroma protokol o izbiri kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zavodov. In na podlagi tega pravilnika je v 9 mesecih zamenjala kar oziroma razrešila 88 članov sveta zavoda od 134, kar je edini minister, ki je v bistvu v takšnem velikem številu razrešil člane sveta zavoda, iz terena iz virov pa vemo, poznamo tudi to, da se je na veliko kadrovalo strani stranke SMC-a. Ministrica tudi ne ukrepa na področju koruptivnih dejanj v zdravstvu, namreč, če se spomnite, tudi Slovenska demokratska stranka je sklicala sejo na temo korupcije v zdravstvu, tudi dala priporočila v ministrstvu, žal niso bila sprejeta. Namreč, že to, da je 2013 bilo kar nekaj zdravnikov oziroma se je pregledovala korupcija v zdravstvu, da so bila različna opozorila strani KPK-ja, strokovnih institucij, da je konec koncev v.d. direktorice gospa Čoklova, v.d. direktorice seveda UKC Ljubljana v februarju, govorila na eni izmed sej v državnem zboru o korupciji v zdravstvu, ministrica v bistvu ni ukrenala popolnoma nič. Namreč, če v.d. direktor največje zdravstvene ustanove v Sloveniji govori o korupciji in da pozna zadeve, bi moralo biti to za ministrico neke vrste alarm, da na tem področju naredi veliko več, oziroma vse tisto, kar mora, ne pa da zamahne z roko in pravi, da lobijev v Sloveniji ni in da ona z njimi nima problemov. Morala bi reagirati tudi na poročilo Računskega sodišča iz leta 2015 z naslovom Učinkovitost upravljanja z medicinsko opremo s poudarkom na dragi medicinski opremi, kjer Računsko sodišče govori, da ministrstvo še vedno ni optimiziralo mreže izvajalcev zdravstvenih storitev na sekundarni ravni in da še vedno ministrstvo samo izvaja investicije v javnih zavodih kljub obvezi, ki je bila dana v resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013, da se investicije izločijo iz ministrstva in se prenesejo na javne zavode.
Torej, eden izmed najbolj perečih pa, bom rekla, stvari, ki pa v zdravstvu najbolj seveda boli bolnike in vse državljane, je seveda podaljševanje čakalnih dob, ki so prav tako posledica nesprejetja zdravstvene reforme in ključnih zakonov na področju zdravstva v Sloveniji. Naj navedem samo ta podatek, da se je čakalna doba v letu dni, iz leta 2015, če gledamo mesec avgust, torej po poročilu Nacionalnega inštituta za javno zdravstvo, so se čakalne dobe iz avgusta 2015 do 2016 povečale za 6%, s tem, da so se tisti, ki so nad dopustno mejo čakajo, število tistih, pa se je povečalo za 26%. Čakalne dobe so v bistvu na določenih področjih več kot leto dni. Sami si lahko predstavljate, kaj to pomeni za bolnika. Ministrica sicer na tem področju izvaja, bom rekla, zelo populističen projekt skrajševanja čakalnih dob, ker naj bi ministrstvo namenilo slabih 8 milijonov za skrajševanje čakalnih dob, vendar ne vseh, ampak samo tistih, ki jih pač izbralo ministrstvo pod določenih kriterijih, s tem pa tudi diskriminatorno deluje do ostalih bolnikov. Vsekakor teh 8 milijonov ne bo skrajšalo čakalne dobe, v zdravstvu potrebna je celovita zdravstvena reforma. Vse to, torej nesprejetje zakonodaje in pa aroganten odziv ministrice do predlogov strokovne javnosti, do predlogov zdravniške zbornice, do, bom rekla, tega, da pri pripravi zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je bilo sicer samo predstavljeno ne v državnem zboru, ampak v javni razpravi, ni upoštevala torej nobenih priporočil zdravniške zbornice in drugega strokovne javnosti, prihaja tudi do tega, da različna področja zahtevajo odstop ministrice. Tako zdravniška zbornica, kot recimo civilna iniciativa medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov in konec koncev tudi sindikata Fides. Ministrici torej očitamo tako subjektivno kot objektivno odgovornost za stanje v slovenskem zdravstvu, za stanje, ki se dogaja v zadnjih mesecih, za tragične dogodke, ki so se zgodile v Izoli, tudi konec koncev za odgovornost za nepravilnosti pri delovanju urgentnega centra, ko je umrl bolnik pri reanimaciji v Novi Gorici. Namreč urgentne centre je gradilo ministrstvo in predalo bolnišnica ministrstvo. Torej, različni kadrovske spremembe in tako naprej. Torej, ministrica je subjektivno in objektivno odgovorna za trenutno stanje v slovenskem zdravstvu, ki pa vsakokrat daleč od tega, kar bi si državljani Slovenije želeli. Hvala.